Lepo pozdravljeni, Alja Malis tukaj iz vadbene klinike. V tem videu bomo pojasnili, zakaj v nosečnosti prihaja do bolečin v križu, nosečniški išjas, bolečine v medenici. Na prvem mestu se moramo zavedati dejstva, da se v nosečnosti sprošča hormon relaksin, ki mehča naša vezivna tkiva, ki mehča naše sklepe, da se bo bodoči dojenček lažje rodil. Če si predstavljamo našo medeničko, je sestavljena iz nekaj kosti, iz dveh kolčnic in zadaj iz križnice, ki je v bistvu podaljšek hrbtenice in na koncu trtica. Se pravi, hrbtenica je tak mobilen koščen obroč, ki se pač premika v svojih sklepih, se širi, tako da se potem tudi med porodom porodni kanal lahko veča in s tem, če recimo nosečnica veliko sedi, je v prisilnih držah, ima asimetrično držo, se pravi, ne vem, opaziš eno ramo, da je malce nižja ali ena noga, da je malce krajša ali eno rebro, da majčkeno ven štrli, potem hitreje pride do bolečin, do težav, kajti asimetričnost potem vodi v nestabilnost in ko je medenica nestabilna, si telo pomaga oziroma kompenzira na način, da zaklene mišice okoli nje, se pravi, zaklene tukaj vse mišice okoli nje, kar pa potem dostikrat privede do bolečin, saj pri tem ujame oziroma utesni tudi same živce oziroma ta živec ischiadicus, ki poteka v bistvu po zadnjici navzdol po nogi in lahko pride zaradi tega do bolečin, lahko pride samo zaradi tega, ker se medenica asimetrično širi v svojih sklepih, se pravi, ne gre samo lepo levo in desno, ampak gre majčkeno naprej, majčkeno nazaj, majčkeno gor ali dol, glede na levo ali desno stran. In te asimetrije so potem neprijetne, bolijo, pokajo, hrustajo notri in tako naprej. Lahko pa vpliva tudi sama lega dojenčka, kajti najbolj idealna lega dojenčka je, da je obrnjen z glavico navzdol in s hrbtom na levo stran. To izgleda nekako takole, da imamo tukaj hrbet, glavico. Seveda govorimo tam nekje od 32. tedna nosečnosti naprej, ko je glavica dejansko težja od trupa in jo lahko gravitacija povleče navzdol. Ampak, če imamo posteriorno lego, se pravi, da dojenček leži nekako takole, da je obrnjen s hrbtom nazaj, potem pa lahko on svojo lego pritiska na križ oziroma ledveni del oziroma na vse te živce, ki izhajajo iz tega dela križnice ven. Potem čutimo to kot bolečine. Lahko pa tudi v bistvu nas bolijo vezivna tkiva od maternice, ki se pripenjajo prav tako na ta del križnice trtice in spredaj na sramne kosti. Se pravi, te ligamenti, ki so na pol mišice, gredo lahko tudi v spazme in se pravi v krče in lahko na eni strani bolj zategujejo kot na drugi in to občutimo kot bolečine. In kakšni so moji nasveti? Nosečnica, sodobna nosečnica veliko sedi. Pravi se, saj če je nosečnica zdrava, potem ne rabi nekih prilagoditev v službi sprememb, razen tega se upošteva recimo, da ne dviguje težkih bremen. Ampak ni res, dolgotrajno sedenje poveča takšne težave, kajti naše telo pač ni narejeno, da bi praktično 8 ur ali cel dan sedelo v takšnem položaju, v prisilni drži in pri tem, ko sedimo, največkrat sedimo tako, da sedimo na zadnjem delu osrednjih kosti, na trtici, na križnici in še zapiramo ta porodni kanal, zapiramo te sakroiliakalne sklepe in otežujemo delo našemu telesu oziroma s tem lahko nastane dejansko tudi vzrok v kombinaciji z nosečnostjo, v kombinaciji s spremenjeno težnostjo telesa, ker trebušček raste naprej, se pravi, in da nas telo ne prikucne, da se ne prikucnemo naprej, morajo te zadnje mišice nas vleči nazaj in so zato bolj utrujene, bolj utesnjene, bolj zakrčene. In vse skupaj kombinacija tega potem privede do težav in ponavadi pač pomaga že
da v službi prekinjamo sedenje, se pravi, ni potrebno zdaj razlagati, kako pomembno je to za nosečnico, ampak enostavno bomo pogledali, kaj lahko storimo v službi in kaj lahko storimo doma. Seveda priporočam vsak dan gibanje, sprehode in nekaj razteznih vaj, ki vam bodo pomagale sprostiti te napetosti, uravnati medenico in pač vzdrževati, tako servisirati telo skozi nosečnost, da bo tudi porod lažji in poporodno obdobje lažje. Pa si poglejmo. Prvi nasvet glede bolečin v križu, iščesa bolečin v medenici, je to, da če vaše delo predvideva veliko sedenja v službi ali doma, na vsakih 20 minut ali pol ure, pokažem naslednje vaje, ki vam jih zelo toplo priporočam izvajati. To je lahko samo 30 sekund, pa je že dovolj, da prekinemo ali si vzamemo minutko. Če ste v službi, greste lahko na WC, samo vstanete in zaokrožite z boki, recimo 4 do 8 krat v eno stran, 4 do 8 krat v drugo stran. In že, če nimate več časa, se lahko usedete nazaj, sicer pa se naslonite recimo še v zid ali mizo. Tako imate stegnjene noge, repek, navidezni repek usmerjen ven. In v tem položaju naredimo vdih, odpremo eno roko, z izdihom zapremo, druga stran, vdih, odpremo eno roko, zapremo. Tako da naredimo to odpiranje trupa, rotacije, ki je zelo zaprto zaradi položaja sedenja. Tako da tole zelo priporočam. Potem pa še v tej opori damo eno nogo čez in se zazibamo nazaj, kot da bi se želeli usesti na stol. Pravi ta položaj in gremo z boki ravno nazaj in moramo imeti občutek, da se ta del zadnjice razteguje. Potem naredimo še na drugo stran. Naredimo nekaj vdih, izdih, se držimo, vdih, izdih, vdih in izdih. In za konec lahko naredimo še tako, da se naslanjamo in boke rahlo pritisnemo nazaj in se zibamo iz enega boka na drugega. Če to delamo doma in imamo partnerja ob sebi in so prisotne bolečine v križu ali tudi med popadki, naj vam partner položi od odzadaj roke na ledveni del oziroma tam, kjer vas boli, kot tudi tukaj na medenico. On naj pritiska vas, vi pritiskate nazaj proti njemu, tako da v bistvu ni gibanja, ampak da čutite pritisk rok na vas in potem tako zibajte levo in desno in levo in desno. Sedaj pa pogledamo še vajo na blazini, na tleh. Gremo v položaj na vseh 4 in v tem položaju začnemo malce gugati nazaj in naprej. Pa naredimo vdih in izdih in vdih in izdih. In potujemo nazaj, naredimo tak kolena narazen, naredimo tak lep, udoben položaj, lahko se tukaj tudi podložite glavo z žogo, z blazino. Če imate partnerja v sebi, naj vam položi roke na ledveni del in poskušajte z vdihom dvigniti njegove dlani in izdih samo čez usta ali čez nos izdahnite ven. Se pravi, vdih naj potuje tridimenzionalno v trebuh, ledveni del in tudi v medenično dno in z izdihom samo sprostite vse skupaj. In tako naredimo 4 do 8 ponovitev. V tem položaju gremo nazaj na vse 4 in naredimo z vdihom, sprostimo trebušček in z izdihom ga povlečemo gor. Z vdihom sprostimo trebušček in z izdihom ga povlečemo gor. In naredimo tako tudi 4 do 8 ponovitev. Potem pa samo ozavestimo medeničko, tale naš navidezni repek, ki ga skrijemo med noge in pokažemo ven. Skrijemo med noge in pokažemo ven, naredimo 4 do 8 krat. Potem pa si predstavljamo našo celo hrbtenico kot biserno grlico in jo takole artikuliramo biserček pod biserček oziroma vretence za vretence, tako da gre ledveni del čim višje gor in sprostimo v obratni smeri navzdol, pogledamo naravnost. Pa probamo z izdihom dvigniti gor, vdihniti v zadnji del, v ledveni del, v rebra in
z izdihom sprostiti dol. Naredimo to tudi 4 do 8 ponovitev. Nato sprostimo zapestja. In če imate morda kakšne masažne žogice oziroma naše terapevtske masažne žogice, potem vam zelo priporočam tudi masažer s temi žogicami, bodisi na tleh, tako da podstavite eno stran zadnjice in masirate, oziroma to isto nogo, ki je masirana, postavite še čez, da dobimo tukaj lep razteg in hkrati masažo. Tako. In še na drugo stran, seveda masiramo malček dlje časa. In prav tako se takšne masaže lahko poslužimo s temi žogicami ob steno. Enostavno tako postavimo v ta predel, lahko so v mrežici, lahko jih tudi vzamemo. Bom dala roke tako, da se vidi. Hkrati je to tudi super vaja počep, lahko zapeljemo čez cel hrbet in naredimo dol vdih, trebušček sprostimo medenično dno in gor izdih. Žogice lahko uporabljamo tudi pokončno na eni strani, izmenično, na vsaki strani, izmenično. In tako zelo dobro lahko premasiramo, prekrvavimo, ozavestimo ta problematični predel in tudi na drugi strani. Ter pomasiramo tudi mišice zadnjice oziroma čim več mišic, ki se pripenjajo na medenico. In zraven sproščeno in enakomerno dihamo. Seveda pa dobro, da se zavedamo, da je velik faktor pri bolečinah v križu in podobnih bolečinah seveda stres, nepravilno dihanje, premalo počitka, premalo kvalitetnega spanca in prehrane. Zato vam svetujem čim bolj uravnoteženo, sproščeno življenje, veliko sprehodov v naravi, meditacije, sproščanja skupaj s svojim partnerjem in veliko lepih nasmejanih trenutkov. Čau!